Lep pozdrav ljubitelice in ljubitelji oddaje Puntar TV. Minuli konec tedna sta bili aktivni dve Puntarjevi selekciji, iztržili pa polovičen izkupiček. Člani so v petek v Sežani gostovali pri Safirju in izgubili s 5-4. Med strelci so se vpisali Jani in Borut Ručna, Andrej Rutar in Andraž Gregorčič. Poglejmo na parket sežanske dvorane in prisluhnimo izjavam akterjev. Danes smo se v garderobi zbrali in rekli, da zdaj smo na nuli, treba iti z glavo gor, treba se zboriti, treba igrati tekmo po tekmo, dati vse od sebe, rezultat bo enkrat prišel in nenapovedano je prišel danes. Jaz sem prav zadovoljen. Prvi polčas smo odigrali katastrofalno, zaradi tega smo tudi izgubili tekmo, mislim, da zasluženo. Vse, kar bomo mogli popraviti, je to, dogaja se nam, da si sami zabijamo gole in na tak način ne bo šlo. Drugi polčas, ko smo pa res malo bolj zbrali, bi rekel, ko smo res dali vse od sebe, ko smo se trudili, se nam je pa vračala tista lahkomiselnost iz prvega polčasa in nalašč nam ni šlo v gol, bi rekel. Čeprav na koncu smo še z golmanom lepo prišli do izenačenega rezultata, ampak bi rekel, točka ali pa brez vseh treh je za nas isto na taki tekmi. V igri 5-4 imajo zelo uigrane neke stvari. Mi smo dvakrat, trikrat zamudili, to so takoj izkoristili. Hvala Bogu so pa na koncu tedna malo poriskirali. Mi smo presegli žogo in zadeli za končno zmago. Sigurno, da to ni polomija, ampak iz tega se moramo nekaj naučiti in glave gor in igrati. Se vemo, kolikor smo že bili na taki poti, bi rekel, ki je bila mogoče malo težja, pa smo potem na koncu se nam je pa mogoče vrnilo v pomembnih tekmah. Trening, bi rekel, in delo, to bo to. Včeraj so mladinci do 21 let gostili vrstnike iz Velikih Lašč in slavili z visokih 7-2. Dvakrat je zadel Nino Zalašček in Peter Rutar, po enkrat pa Dražen Žarič, Žiga Vilič in Denis Levpušček. Poglejmo še na parkete Tolminske dvorane in prisluhnimo izjavam akterjev. Ne znam tako rekel, prvi polčas lahko bi boljš tudi igrali, bi kakšen protinapad zadel, kakšen gol padel, 2-1, pa kaj šel sam na golmana, ampak tako je, vsi se še razvijamo, mi smo mlada ekipa, zdaj smo prvo leto skupaj v 21, tako da po mojem bomo še napredovali.
No, v drugem polčasu ste pokazali nekoliko več, tudi več priložnosti ste si ustvarili, na koncu pač tudi dosegli 2 zadetka. Ja, mislim, en je bil po sreči, ne, drug, ampak bi rekel, da smo kar pretili domačega vratarja, da je bil kar ogrožen nekaj časa. Ne. Pole v drugem smo pa videli, da so oni utrujeni, niso imeli zelo menjav in smo začeli bolj pač igrati, bolj komplicirati, zato tudi obramba ni bila zelo dobra in čeprav so padali goli, samo še zmeraj je bolj bilo to zaradi utrujenosti nasprotnika. Danes je debitiral za ekipo v 21, najbrž je bilo nekaj treme, nekaj nestrpnosti ob vstopu v igro. Ja, prvo nisem bil sploh v vstopu, pole sem bil pa vesel, da sem in da sem dobil priložnost. Imel sem kar dosti treme. Upam, da je bilo rev za prvič, no meni se zdi, da je Dražen je najbolj špil od vseh, ker je, no po njem se zgledujem, ker ima zelo dobro tehniko. Drugače pa mislim, da kot ekipa smo dobro igrali. No, na koncu se je dosegel 2 zadetka, predvsem zadnji je bil zelo atraktiven, po lepi podaji Dražena. Kako si tam reagiral? Tam sem videl, da golman ni šel prav na mene in potem sem pač probal ga loviti in je ratal. Za konec še pregled tekem prihodnjega tedna. Člani bodo najprej aktivni v četrtfinalu pokalnega tekmovanja. V sredo 9. novembra se bodo ob 20. uri pomerili v Ljutomerju pri ekipi Meteorplast Šicbar. 2 dni zatem, 11. novembra, pa bodo v domači dvorani gostili vodilno predilnico Letio. Derbi se bo začel ob standardni 19. uri. Mladinci pa bodo v nedeljo ob 13.45 gostovali na Škofijah pri ekipi Bronxa.